Lepo pozdravljeni na nocojšnji dobrodelni debati, ki je že druga svoje vrste, organizirajo Leo klub Mavrica Celje. In danes bomo govorili o ljubezni oziroma o tem, da ni vse ljubezen, kar se sveti. Najprej najlepša hvala vsem, ki ste prišli, to je glavno, to je najbolj pomembno. Z dobrodelnim prispevkom je vsak izmed vas, čisto vsak izmed vas, podprl mlado flautistko Alenko Bogataj in je olajšal pot v tujino, kjer bo študirala na svetovno znani glasbeni akademiji v Londonu. Jaz mislim, da si to zasluži en velik aplavz. Poleg tega pomagamo tudi društvu Filter, ki se že leta v težkih razmerah trudi in skrbi za kvalitetno ponudbo prireditev v Celju in želimo si, da bi tudi ta dobrodelna debata bila eden izmed takih dogodkov. Najlepša hvala, da pomagate. Zdaj pa za začetek bi rad prebral pesem Svetlane Makarovič, ki načenja eno izmed tematik, o kateri se bomo danes pogovarjali. Naslov je Romanca o žabah. Poznate? Pred davnimi leti in daleč od tod živela princeska in mlada. Vsak dan se je enkrat spustila v jok, ker princa imela bi rada. Nekoč je vsa žalost nazrla v vodnjak, kar žaba iz vode poskoči, princeska pomisli, to princ je zaklet. Pa brž se pogumno odloči, pa žabo poljubi iz vsega srca, če tudi žival je nečista. Pa čaka, da princ bo poskočil iz nje, a žaba še zmeraj je ista. Pa vendar, deklične odneha za nič, obišče še druge vodnjake in dan za dnem v mislih na princa iz sanj poljublja žabje spake. A žaba je žaba in princev ni več. Princeske pa tudi iz mode. Dekletom, ki iščejo princa iz sanj, pa pravimo danes prismode. Preden začnemo in za mizo povabim nocojšnje goste, vam bo nekaj besed povedala še predsednica Leo kluba Mavrica Celje, Anita Kovačič. V imenu Leo kluba Mavrica Celje vas lepo pozdravljam in se vam neizmerno zahvaljujem za vaš obisk in prispevek na dobrodelni debati Ni vse ljubezen, kar se sveti. Mavrice smo dobrodelna organizacija v celjski regiji že od leta 2001 skrbi za to, da se posamezniki, otroci in družine v finančnih in drugih stiskah vsaj za trenutek počutijo, da je nekomu mar. S svojimi projekti lajšamo življenje drugih in bogatimo tudi svoje. Z našim namenom se nocoj ne dotikamo socialnega dna, dotikamo pa se kulturne podhranjenosti, ki se dnu nevarno približuje. Podhranjenosti, ki je novodobni sovražnik naše družbe, sovražnik naših otrok. Sam Alen je že povedal, da naš ni skopiče kam gre, tako da tu smo, da pomagamo, da se zabavamo in zahvaljujem se vam za obisk in vam želim dobro uro prijetnega kramljanja. Hvala. Prva gostja, kulturna in socialna antropologinja ter profesorica na Filozofski fakulteti v Mariboru in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Odločna in pokončna ženska, ki je v enem izmed intervjujev dejala, da se z moškimi ne da več ukvarjati. Danes bo lahko odgovorila tudi na to vprašanje dr. Vesna Vuk Godina. Še ena dama, še ena izobražena, močna ženska. Doktorirala je z področja družinske in zakonske terapije, je specializantka objekt relacijske teorije, je to pravilno, in prakse na mednarodnem, samo sekundo, psihoterapevtskem inštitutu v Washingtonu. To so težke besede. In avtorica knjige o nezvestobi, dr. Veronika Podgoršek.
še moški. Prvi izmed dveh moških gostov, poslovnež, glasbenik, kolumnist, aforist, pilot, pomorec, popotnik, športnik in verjetno še kaj, kar nam bo lahko povedal tudi danes večer. Oktobra lani je tudi drugič postal očka, Erazem B. Pintar. In še četrti, Mariborčan, ki živi v Ljubljani, pevec, skladatelj, tekstopisec, kantavtor. V začetku letošnjega leta je izdal nov album Na koncu naše Mavrice, kar je krasna povezava z današnjim večerom, ampak najbolj ga poznamo po zarjavelih trobentah, metol bombonih in o gatah, ki jih nimam na glavi, ki sem jih pozabil doma. Verjetno lahko ugalete. Zoran Predin. In gospod Predin in gospa doktor Godina sta bila sošolca v osnovni ali srednji šoli? Gimnazije. Vsak ima svoj mikrofon, zato da se vas bo bolje slišalo. Za začetek, tudi zato, da se mogoče malo bolj spoznamo, vas prosim, če vsak izmed vas na kratko opiše trenutek, ko ste prvič začutili ljubezen. Prvi metuljčki, prva panika, prve potne roke. In če hočete, lahko jaz povem svojo najprej. Se mi zdi edino fair, če sprašujem takšno vprašanje. Če jo hočete slišati. Zdaj pravijo, da je bila moja prva punca Petra Pohar. In da sva se ljubčkala v vrtcu pod mizo. Ampak moram priznati, da se teh občutkov ne spomnim, čeprav so zanimivi za poslušati. Ampak moja prva ljubezen se je zgodila v 6. razredu. Andreja Zupan je bilo ime, še vedno je tako ime. Sošolka, lepa, pegasta, športnica, najlepša punca v mojem življenju takrat. Ker je živela par kilometrov stran od naše hiše, sem se mogel do nje voziti s kolesom. In spomnim se, da so se dobila na mostu, jaz s svojim novim kolesom, ona je bila peš, in sva stala in se gledala, oba sramežljiva, jaz sramežljiv, ona sramežljiva, 2 uri. Zgodilo se ni popolnoma nič. Ampak to je moj prvi občutek ljubezni. Sramežljivost, ne moč. Samo nje je to uspelo. Do takrat. Do takrat. Zdaj pa še vi. Začnimo pri damah. A torej kaj pri meni? Doktor Godina. Ja, pri meni, dobro, ker sem pač najbolj priročna. Osnovna šola, ime je Andrej. Skupaj smo se igrali na dvorišču, oziroma, hočem reči, to je mogoče bil eden od razlogov, da sem sploh šla kdaj na dvorišče. Pa nič tako silno, kako bi rekla, poetičnega, kot ste vi prej pripovedovali. Občutek ni bil poetičen. No ja, občutek je bil pač podoben eni tremi pa to, ne, tremi z, bi rekla, dodatnimi razsežnostmi. Ampak, no, ja. Hvala lepa. Jaz mislim, da je to eno najtežjih vprašanj, kar sem jih nekaj odbila. Mogoče? Jaz res ne vem. Jaz se to problem, jaz sem tukaj razmišljala. Ne, jaz res ne vem. Mislim, lahko rečem, kaj čutim zdaj. Lahko. Ne, kaj je ljubezen, ne nazadnje, ampak da bi pa res se spomnila, ne vem, vrtca, vsi vemo seveda, da se začne zaljubljati že v vrtcu in da ti je pač nekdo všeč, ampak da bi pa res, da bi pa jaz zdaj res se spomnila v bistvu res takih nekih prvih zaljubljenosti, se ne spomnim drug, ampak jaz mislim, da je bilo simpatično. Kot ponavadi, ja. Kot v vrtcu. Gospod Pintar? Se razgaljamo, pravite. No, moj spomin v bistvu tudi se je že nazaj v osnovno šolo, mogoče malo bolj ekscesen kot kakšen drug, ampak jaz sem se Ja, zato smo tu, da slišimo take stvari. V 5. razredu osnovne šole, oziroma ko sem prišel v 5. razred osnovne šole, mislim, da sem se nesmrtno zaljubil v svojo učiteljico. Zdaj je rezultat te najne ljubezni
rezultat te najdene ljubezni, da je bil to edini razred v osnovni šoli, kjer sem imel vse 5, ne? Pa ne zato, ker bi mi kdo kaj čez prste gledal, pa ker sem dobil neverjetno voljo do učenja se tudi v njih najbolj butastih pesmi, ki so nam jih servirali. Tako zelo detajle, kot gospod Alen z imeni, priimki in ostalih stvari, pa seveda ne bom šel, ker kaj pa vem, če kakšne stvari zastarajo sodno ali ne. To je pa zelo lepo, pa en zelo lep spomin imam na to in vse skupaj na ljubezen in prav je, da se nekje začne. Hvala. Gospod Predin? Ja, to je bila sestra enega prijatelja iz dvorišča. Spet dvorišče. Mislim, da je bila dobesedna iskrica preskočila, ko smo šli v klet gledati kresilne kamne. Najlepša hvala. No, zdaj se malo bolj poznamo in začnimo debato z stavkom gospoda Zorana Milivojevića, ki pravi, čustveno zreli ljudje se ne zaljubljajo. Kaj torej to pomeni za vas, gospod Predin? Da ima Zoran resne težave v življenju. Ali še ni bil nikdar zaljubljen, pa ne ve, kaj govori, verjetno bo to. Jaz mislim, da bi ga morali vzeti pod drobno gled in pomagati. Hvala lepa. A bi še kdo kaj dodal, gospa Godina mogoče? No, jaz bi dodala samo to, da tisto, kar je kontekst te izjave, ne, je namreč to, da sta ljubezni in zaljubljanje dve stanje, ne? To je tisto, kar je Milivojević hotel povedati. In da seveda ljubezen zahteva funkcionalno zrelost, medtem ko zaljubljenost je ne zahteva. Ne? Zdaj verjetno tako izključujoča stvar ni, ne? Ampak ta razlika v vsakem primeru obstaja. Ne? Ljubezen ni isto kot zaljubljenost. Ne? Zaljubljenost je neka vrsta regresija. Ljubezen je pa to, da delaš to, kar je za drugega prav, čeprav za tebe ni fajn. To pa zahteva funkcionalno zrelost. Tako da to, mislim, ta kontekst je treba biti na umu, ne? Vedno, kadar pač o takih izjavah bi rekla razpravljamo. Še eden izmed stavkov gospoda Milivojevića je bil, da je zaljubljenost ni prvi korak ljubezni, ampak prvi korak k razočaranju. Mogoče gospod Podgoršek? Ja, mislim, to je zdaj seveda zelo odvisno. Vsaka zaljubljenost lahko pelje v ljubezen in vsaka ljubezen seveda lahko pelje v spoštovanje, v nekaj prekrasnega, nekaj po čemer, ne nazadnje, ljudje, kot odnosna bitja hrepenimo in zato ne nazadnje tudi smo. Ljudje smo ena sama ljubezen, praktično, po njej tudi hrepenimo. Seveda pa je, ne, zdaj, ko greš v partnerski odnos, zaljubljenost definitivno je stanje, tisto nekaj, ki te pripelje v bistvu do ene osebe. Seveda vsaka zaljubljenost in vsaka oseba, ne nazadnje, ima nek svojsten podzavestni načrt, ne nazadnje, zakaj te je točno ena dotična oseba všeč in da te pripelje k nekaj, imata v bistvu dobita vedno ponovno možnost, da gresta naprej v osebnem razvoju. Vprašanje pa je seveda, kako naprej bosta dejansko šla. Lahko nekdo zraste in se razvija še bolj, nekdo pa lahko ostane in je popolnoma zadovoljen z nečim na enem dotičnem nivoju. Ne? In tukaj je zdaj seveda povprašanje razočaranja, v ljubezni razpada nekih odnosov ali ne nazadnje poglabljanja intimnosti v tistem pravem pomenu besede, globje, predanosti, razumevanja, razumljenosti, slišanosti in s tem občutka ljubljenosti. Hvala. Gospod Pinter, imate vi mogoče kako mnenje o tem? Je zaljubljenost res nepomembna, ovira, slaba stvar? Mogoče jaz na začetku lahko povem, da kar se tiče doktora Milivojevića, da cel kup njegovih test precej spoštujem, sploh kar se tiče vzgoja otrok mogoče. Kar se pa tiče same zaljubljenosti, pa mislim, da bi to lahko za tiste, ki so tukaj pač malo kastrirani, lahko bi temu rekel. To primerjamo z alkoholom, ki by the way vidim, da so nam ga danes odrekali, ne? Tako da bom dobil multivitaminozo od zelo najbolj zdrave vode. Ampak okej, ne, to je bil namik, ne vem. Ampak kaj sem hotel reči, da v bistvu, pogledajte, alkohol
potencira človeška čustva. Ne. Tisti, ki so po naravi dobri, tisti so, ki malo spijo, še boljši. Tisti, ki so hudomušni, simpatični, so v malo alkohola še boljši. Tisti, ki so primitivni, so v alkoholu še bolj primitivni. Tisti, ki so grobi, tisti, ki so skopi, skratka vse naše pluse in minuse našega karakterja alkohol potencira. To naredi alkohol. O mamilih ne bom govoril, ker sem bolj devičnik, ampak alkohol to definitivno naredi. In zaljubljenost je isto. Se pravi, zaljubljenost je neko kemijsko stanje našega telesa, na katerega nimamo nobenega vpliva, hvala Bogu, ko bojo to izumeli najbolj, da gremo v franže. In tisti ljudje, ki so po karakterju bolj pozitivni, bo tudi zaljubljenost naredila še boljše. Tisti ljudje, ki so zafrustrirani in depresivni, se bodo streljali v glavo, zato, ker se bodo zaljubili in tako naprej. Kar pomeni, da v bistvu ta moja teorija bi ravno negirala tisto, kar je Milivojević rekel, in sicer ravno čustveno ali emocionalno stabilni ljudje bi se morali zaljubljati. Oni drugi, ki niso, boh ne dej, ne. Ja. Opisovanje stopenj v ljubezni, v zaljubljenost, ki potem preide v ljubezen, me spominja na tiste rakete Apollo, ki so letele na Luno. Prva stopnja zaljubljenost te ponese v orbito, potem pa ta odpade. Bolj pa pluješ samo še z ljubeznijo. Jaz ne bi ločeval teh pojmov na tak način, da bi jih faze razvrščal. Mislim, da prave ljubezni ni brez zaljubljenosti in da sta povezani v eno tako prepletata se. Ne? In se mi zdi, da potem, ko je ta ljubezen skozi čas postala, ne vem, v kakšnih primerih železna srajca, ali pa, da bi zarjavela, če ne bi bilo zaljubljenosti. Zaljubljenost je neke vrste vediš 40. Mislim, da je še ena od stvari, ki jih je gospod Milivojević omenil, da po njegovem dogovorjeni zakoni, dogovorjene zakonske zveze krasno funkcionirajo. Ravno zato, ker preskočijo fazo zaljubljenosti in nekako ti pari potem najdejo neko vzajemno pot, po kateri si lahko pomagajo in ne temeljijo pač na zaljubljenosti, ampak na neki soodvisnosti, mogoče ekonomski in kakaj drugačne. Je to nekaj, s čimer se strinjate, ali nekaj, s čimer se popolnoma ne strinjate, oziroma kakšno je vaše mnenje o tem? No, dobro, glede na to, da je to precej antropološka tema, ne? Zdaj, kaj je Milivojević pisal, jaz ne vem, ker jaz nisem brala njegovih knjig, moram povedati, ne? Ampak dejstvo seveda je, da zakon je medkulturno gledano, tako meni medkulturno in meddružbeno gledano, ni institucija za čustvene izbruhe. Ne? Pač to ni socialna institucija, ki je namenjena čustvenim izbruhom. Ne? Če zdaj dam recimo primer neke zelo slavne antropologinje, ki je pač bila na terenu, mislim, med prvo in drugo svetovno vojno, in je ona, seveda, ker je bila belka, so je na vsak način hoteli Midovo poročiti z Poklavarjevim sinom, ne. Potem ona rekla, Američanka, ne, je rekla, ne bom se poročila, in potem so rekli, zakaj se ne boš poročila. In je ona rekla, zato, ker ga ne ljubim, oziroma nisem zaljubljena, ne vem, zakaj od tega je rekla. In potem so oni rekli, ne, so rekli, kdo te to sprašuje, a nočeš biti Poklavarjeva snaha? Za ljubljenost imaš palme, pomeni ljubimce, ne? Tisto, kar smo seveda mi zmešali, to zdaj pa medkulturna evidenca in meddružbena evidenca kaže, je, čemu katera institucija služi, ne? Zdaj ne gre zdaj za to, kaj funkcionira ali pa ne funkcionira, ampak pač v vseh družbah in kulturah, razen zdaj v zahodni, tudi v zahodni 100 let nazaj, ne? Je zakon institucija, mislim, socialne kohezije. To je institucija, kjer se vzpostavlja, kjer se nesorodniki pretvarjajo v sorodnike in sorodniki so pa seveda osebe, ki so vedno obligatorno na moji strani. Se pravi, mreža kooperacije se širi
In seveda praviloma so premislili, kam jo bodo razširili, ne? In seveda praviloma so razumeli to, kar pač mi danes več ne razumemo, da čustva niso stabilni temelj za takšne kooperacije, ne? Ker nam jih čustva minejo. Ne? In to je seveda resen problem. Ne? Mislim, da mi imamo danes en resen problem, ko gre sploh za razumevanje in čustva, in ljubezni, in institucij, in ne vem česa. Zato, ker smo seveda, to se je začelo tržiti. Ne? Privatna življenja so trgi, zdaj mi mislimo, pač ne, ljudje živijo v teh tržnih ekonomijah, kjer jim pravijo srečen zakon, popolna zveza, popoln seks, popolna lepota, popolna mladost, ne vem kaj še vse popolnega. To so trgi, a ne? Potem ljudje merijo svoja življenja s standardi tržnimi, ugotavljajo, da jim seveda nekaj manjka, ne? In potem trošijo. Ker to so trgi, ki so neskončni, ljudje se sploh ne zavedajo, da ko gre za, bi rekla, njihova individualna življenja, vsak od nas neskončni trg, ne? In zdaj, seveda, zakon, ne, dejansko, oziroma poroke, ne, če zdaj točno institucijo imenujeva, poroke niso bile namenjene čustvenim izbruhom. Ne? In seveda zato je tudi bilo tako, ne, da če ste se tudi mi učimo, kaj pravljico berete otroku, kralj ima kraljestvo, pride hčerko zlatolasko, pride zmaj, kaj naredi kralj, ja poroči hčerko z zmajem, pa je, ne? In zmaj ne bo več nič v kraljestvu. To je smisel poroke, ne? To mi še vedno beremo otrokom, čeprav ne razumemo, kaj jim beremo. To je medkulturno univerzalno smisel poroke, to pa, da mi mislimo, da je smisel poroke, da najdemo dušo dvojčico, trojčico ali četverčico, ne vem kaj. To je pač, se pravim, to je pa trženje, ne, neke institucije. In zdaj, kaj je Milivojevič mislil, jaz ne vem, ne, čisto zares se pravim, ker jaz nisem brala njegovih knjig. Ampak seveda, če ste se vi poročili zato, da boste zmaja pretvorili v sorodnika, vam nikoli niti na kraj pameti ni prišlo, da se boste ločili, zato, ker če se ločite od zmaja, se veste, kako je z moškimi jegi, potem je še hujše. Potem bo šlo nikoli nič v vaše kraljestvo, kot prej. Torej, institucije so stabilne, ne? Ker pač ne temelijo na osrečevanju in na sreči, ne? Ampak na pač nekih, bi rekla, pretvarjanju nesorodnikov v sorodnike, kar je pravi interes. Ja, no, mislim, korist, to je zdaj socialna kalkulacija, če hočete ja, če hočete tako, ne. Mislim, zdaj, jaz sem zaradi tega poročila. Jaz sem se seveda poročila na osnovi čustvenega izbruha, ampak sem seveda tudi ločena, ne. Pravilnost te teze, a ne, oziroma tega, kaj so ljudje vedni, čemu stvari služijo, a ne. In skratka, jasno, ne, da pač dogovorjene poroke v tem smislu so bolj funkcionirale, ne v tem, da so bili ljudje bolj srečni, ampak da ne vem kaj, ampak pač so bile bolj stabilne institucije, zato ker je šlo za nekaj drugega. Tudi nihče, veste, če se vi poročite, recimo v Indiji so še zdaj tudi med intelektualci dogovorjene poroke, na Japonskem tudi in tako naprej. V resnici ne pričakujete, ne vem kaj vse, ne pričakujete, da vas bo oseba doživljenjsko razumela in osrečevala, ne? In ste bistveno manj zadovoljni, kot smo mi, ne? Se pravi, bistveno teže ste razočarani, kot smo mi, bi smo zelo lahko razočarani, ne? Tako da pač, tu je treba pač ločiti, da mi, mogoče smo mi tisti, ki ne razumemo, čemu institucije služijo, ne? Sicer jaz se seveda nisem poročila, se pravi, socialne kalkulacije, se nikoli ne bom poročila socialne kalkulacije, ampak pač vedeti je treba, da je to institucija, ki temelji na socialni kalkulaciji, ne na čustvih, ne? Tako, gospod Goršek. Ja, jaz bom sicer tukaj rekla, ne, da dejstvo je nekako, da zakon kot institucija, kar Vesna tudi govori, ne, se je sicer močno spremenil. Ne. Dejstvo je seveda, da čisto tako, ko pogledamo, okay, če pogledamo zdaj ta naš svet, je večina zakonov še pred dobom modernizacije v bistvu nekako se je ohranilo na plečih v bistvu in na nek način tako, da so se ženske enostavno podredile moškim. Ne. In se pravi, so zatrle ne, nazadnje vse svoje želje, prioritete, sposobnosti, da so pač odnosi pa se ohranili. Ne. Se pravi, tudi vloge so bile zelo drugačne. Danes z modernizacijo se to zelo močno spremenilo. Ne. Ženske smo postale, se pravi, samostojne, same zaslužimo, se pravi, vloge so se tukaj zelo močno ne nazadnje spremenile. Kar pomeni seveda tudi, da danes ženska kot taka, ne,
Namesto, da bo pokopala svoja čustva, bo raje pokopala nenazadnje svoj zakon, ne, ker ima možnost odločanja, ker ima možnost iti naprej, ker to tudi ni več tabu, ker to ni več v bistvu to, kar je včasih bilo, se pravi, da ženska zdaj ne bi bilo to nekaj slabega, ne, ampak v bistvu, da si da dovoljenje nenazadnje, da gre naprej. Če pa zdaj se nanesem dejansko na to vprašanje, ki seveda jaz tudi Zorana nisem brala, in ne vem točno, kar je mislim, ampak tisto, ko pogledam na te neke dogovorjene odnose, ne, seveda, tukaj v zadnji bom jaz rekla, da je enormno veliko strahu pred dejansko ranljivostjo, ki jo odnosi, kjer so čustva upletena, prinašajo. Ne. Biti dejansko v enem odnosu res odprt, ranljiv, ne, terjaš, se pravi, eno veliko bolečino. In zato je v današnjem svetu imamo zato ogromno teh odprtih zakonov, dogovorjenih zakonov, ne samo zato, da ne boli. To je v bistvu vzadje pa tega zelo močno. Je mogoče povezano to tudi z stopnjo zrelosti, ki jo pač dosežemo v dobi odraščanja? Kako vpliv bi to lahko imeli nas? Vsekakor, mislim, dejstvo je, ne, da mi ne pridemo nepopisan list, se pravi, z otroštvom. Marsikdo, ko reče in se dejansko ne pogleda in ne ozre v sebe in se ne vpraša in ne razišče, kdo sem, kaj sem, zakaj sem to, kar sem. Ne, seveda je vprašanje, kaj si prebujam, kaj ponovno iščem, ker vsakeč ponovno imam možnost za razrešitev nečesa, lahko pa dejansko celo življenje samo eno to isto stvar ponavljam, ampak seveda jaz rečem, dokler ti je okej, ne, lahko tudi na ta način deluješ naprej, ampak ko pa enkrat vidiš v bistvu, da trpiš in da se ciklaš v nekem vzorcu, je pa morda to zelo dobro v bistvu, da pogledaš, kaj sem, kdo sem, zakaj sem to, kar sem, ker se seveda ta kaseta iz otroštva že prenaša naprej v naše partnerske odnose. In vsak partnerski odnos nam omogoča seveda zrelost naprej. Je pa vprašanje seveda ravno te ranljivosti. Jaz poznam ogromno, se pravi, danes nekih starejših gospa, ko so, se pravi, ločene, ne, pa je lahko to, ne vem, prva zavrnitev, prvo razočaranje, drugo razočaranje, tretje razočaranje in tam si rečejo, le jaz se v nek odnos več ne želim iti. Jaz jih zelo razumem v tem. Ne, se pravi, tam vzadje je na nek način ne več želja se dejansko močno predati in ponovno biti ranjen. Ne. Tako da večno so te neke stopnje zrelosti, vprašanje pa je tudi, koliko daleč si želim iti, koliko daleč si želim spustiti. Ampak seveda vsak pa je gospodar svojega življenja, vsak piše svojo knjigo življenja, ne piše. Se pravi, vse je odvisno pa od vzgoje. Mene zanima, na kak način je vaša vzgoja. Ni vse samo, ampak precej. Je zelo močno, ampak še vedno, veste, je vsak posameznik ne nazadnje svojstven. Ima tudi svoj karakter, ne, in veste, veliko ljudi jaz poznam ne nazadnje, ki prihajajo iz strašno traumatičnih družin, pa so v življenju ful uspeli, pa so srečni, pa ne vem, kaj se imamo, pa spet druge, recimo, ki pa prihajajo iz recimo bogatih družin, srečnih družin in tako naprej, pa otroci ali potem odrasli propadajo. Tako da ni zdaj tisto, še vedno je vsak posameznik, ki si mora dati sam svoje dovoljenje in si reči, kam si želim iti, kaj hočem v življenje narediti, ampak zato spet mora imeti pogum, vztrajnost, željo, moč. Jaz bi se vam vprašal, kaj mislite, z kakšne družine ta Milivojević prihaja? No comment. Gospod Pinter, vi ste živeli oziroma živite za marsikaterega posameznika zanimivo življenje. No, na kak način je recimo pri vas vzgoja vplivala na to? Jaz bi se najprej na tole navezal. Najprej bi malo Zorana opravičil, jaz sem ga prav, ne. Za razliko od gospodine. Da ga ni tukaj. In sicer on je iz zelo kompleksnih teorij naredil velike ponestavitve. Zato, da se zadeva dobro bere, da se dobro sliši. In ti njegove izjave, ki sekajo ven, so neki male špičke ledenih gor, od spodaj se skrivajo absolutno razumne in dobre teorije, ki jih ni za spregledati. Tako da velika te citati, kratki nekoga, ne, postavijo zadevo čisto drugo perspektivo, kar ni čisto fair, ne, ampak ok. Tle je tista bistvena stvar, ki se mi zdela pripomnim, da smo tle v isti lovan zmešali. Na eno stran ljubezen in na drugo stran partnerstvo. Jaz temu rekel, ker zakon kot inštitucija zame propada, ker danes vemo, da tudi zakonske podlage za izven zakonske skupnosti in tako naprej so popolnoma enake. Po domač povedan enak si ga najevo, si poročen z njo, neko se čudeš. Tako da, skratka, ljubezen kot ljubezen, če si vzamem par minut, se meni, tukaj se strinjam z
Zoranom je podcenjena in ravno to, kar je rekla gospa Vesna, se mi ne zdi prav, da vzgajamo sami sebe v bistvu, s tem pa tudi mlajši, da rečemo, čustva minejo, ljubezen mine. Ni res. Ljubezen je magična zadeva, ki prihaja in odhaja, prihaja v zelo čudnih, zelo hitrih situacijah, včasih jo na leta in leta ni. Ljudje se nesmrtno zaljubijo v prostitutko. Jaz te primere poznam, sem s fanti po svetu obhodil. Po drugi strani, kdo pravi, da ljubezen mine? Prihaja nazaj v valovih, spet pride se zaljubiš v isto svojo žensko, še 30 let nesmrtno, tako da jokaš, tako da se treseš doma na kavču, se lahko spet zaljubiš. In tako, kar je on rekel, če te ne prihaja, če se to ne dogaja, tako da jaz ne verjamem v to, da zaljubljenost bi bila, potem, če imaš srečo, ne bi prešla v neko ljubezen, zdaj pa, če pa to ne pride, pa to ni nič vredno, oziroma ko enkrat gre, se moraš na druge strani nasloniti. To se mi zdi poenostavitev in omejitev zaljubljenosti, omejitev dosega zaljubljenosti. Zdaj pa, ko pa že enkrat govorimo o partnerskih zvezah, ker da se razumemo, nima nobene zveze s ljubeznijo in zaljubljenostjo samo, saj ne bi smeli imeti, po mojem mnenju, je pa tukaj bistvenost, da znamo razlikovati dva tipa zvez. Zveza med fantom in punco, med moškim in ženskom, med kogarkoli pač, ki ne vključuje otrok. Bullshit, kaj se te ljudje grejo. Bolj razočarani, mečejo si krožnike v glavo, komplicirajo en drugmu, ne vem kaj, bombe pod avto potika, vse en mi je. O tem se ne splača, v teoriji to je življenje. To življenje je takšno, prav, da je razburkano. Zveze, ki vključujejo otroke, pa spadajo popolnoma drugo grupo. In samo v zvezah, ki vključujejo otroke, se sploh splača pogovarjati o nekih dobrih in slabih zvezah in tem, kar takrat pa v bistvu mi s svojimi ravnanji, za svojim delovanjem v zvezi, za svojo percepcijo dogodkov, razumevanjem njega, svojimi pričakovanji in sprejemanjem drugih pričakovanj vplivamo na neka mala nedolžna bitja, ki si niso sama nas zbrali, ampak smo se mi njih. In takrat pa pridejo poštejo vse tiste stvari, ko govorimo o nekih dogovorenih zadevah, po nekih dogovorih, po nekih takšnih in drugačnih stvarih, ljudje pa to seveda vse zmešajo. In potem hodijo k družinskim svetovalcem pari, ki so stari 22 let, pa sploh ne načrtujejo otrok, lepo vas prosim. To bi res da se tukaj loči, ko se te stvari analizira, ko se o teh stvari govori. Otroci so tisti, ki tukaj naredijo veliko bariero, če govorimo o partnerskih odnosih. Vi to govorite iz osebne izkušnje, ne? Pred kratkim ste. Jaz mislim, da vsi tukaj govorimo iz osebnih izkušenj. Vse jaz, nisem tega nikoli študiral, ne. Pač jaz povem, kako na to gledam. Je pa knjigo prebral. Se razlika v nas. Ne, mislim, tole od Zora. 2 celo, ali ima več. On ima celo vrsto knjig, ne. Predvsem sem si žal, jaz sem z njim predaval na Y v Ljubljani in sem mi zdel blazno zanimiv tis njegov 10-minutni nastop in sem rekel, to je blazno inteligenten človek, ne. In sem si šel prebrati določene njegove teze in moram reči, da užival sem, ker enako mislil o določenih stvarih, nisem pa bral njegovih knjig o ljubezni, bolj o vzgoji, ne. Kako dostopa do otroka in pa politično. Ja, zanimivo, zelo zanimivo. Ja, prav imaš, ne. Zakon pa ljubezen nimata, to sta 2 različne stvari, ne. Če se danes pogovarjamo o ljubezni, razni strokovnjaki izumljajo, poskušajo najti, kako bi lahko se človek zaljubil, ne da bi se odprl in bil ranljiv. Kako bi bil lahko super kvalitetno zaljubljen, ampak da bi lahko istočasno tudi, če bi šlo kaj narobe, jo pobrisal brez posledic. Išče se vsi ti strokovnjaki in tako naprej, razmišljajo o tem, kako bi lahko imel oboje. Ne. To ne gre. Ne. To ne gre. Ko se zaljubiš, če se dejansko zavedaš svojega čustva, si odprt in si ranljiv, vedno bo tako. Če boš kalkuliral in tako naprej, je tako, da bi, ne vem, metal kocke sladkorja v govejo juho. Moraš biti ranljiv, zato ker si takrat že v drugačnem stanju. Takrat si svoboden znotraj svojega čustva in ko se boš naučil uživati v tem in vzajemno to energijo deliti,
to je potem ljubezen. Ima zelo, zelo različne pojavne oblike, ne more se tega naučiti, če ni iskrice, ni iskrice. Pa se lahko plemena dogovarjajo, pa tak naprej. In če je iskrica med princesko in zmajem, se lahko kraljestvo na glavo postavi. Iskrica je med princem in princesko. Čak, poslušaj, kak pravice gre. Jaz točno vem, kaj govorim. Ne, ti si pozabila na to možnost. Niče, jaz nisem nič pozabila. Pravice pove, kako gre stvar. Da princeska lahko, da se lahko zaljubi zmaja. Seveda se lahko. Princa, ne. In zmaj je v njenih očeh princ, ne. In v očeh njene mame pa seveda zmaj. Ampak v praksi, Ja. v praksi je tako, da se ponavadi princeska poroči s princem, ki ga vara zmajem. Ja, to je tak western pristop. Ne, jaz hočem povedati to, da nas uči marketing, ta zahodnjaški, tranzicijski, zadnjih 20 let še posebej, nekih stvari, ki dejansko ne držijo. Ne. To pomeni, da lahko prideš do nečesa, ne da bi se za to moral potruditi, ne da bi moral za to delati ali pa žrtvovati nekatere stvari. V vsakdanjem življenju nič ni samo po sebi dano. In če dobiš nekaj, ne da bi si to zaslužil, tisto ni veliko vredno. Kakorkoli marketing zavija te stvari v razne celofane, ni tako. Ljubezen je lahko zelo boleča in če hočeš, da bo zelo lepa, boš moral staviti vse, kar imaš. Jaz mislim, da si to zaslušal aplauz. Recimo, da zdaj zveza obstaja, neka zveza, pustimo ali ljubezen ali zaljubljenost, nek odnos je, mogoče celo zakonski, in začne škripati. Eden izmed partnerjev ve, da, oziroma čuti, da so težave na vidiku, kako dolgo naj en posameznik ustraja v neki vezi, preden se odloči, da je bilo dovolj, kje je tista meja, če se jo da najti. Mogoče kar Slavo Glošek. Ja, to je dejansko v bistvu zelo vprašljivo. Zdaj, ko nastopijo neke določene težave v odnosu, se pravi frustracije, nerazumevanja, ki dejansko največkrat pridejo iz različnih mnenj, iz različnega dojemanja. Ampak jaz se tukaj najprej vprašam, koliko si ena dotična oseba dejansko dovoli o svojih čustvih, čutenjih, o tem, kar čuti, se pravi, da mu je frustracija, da mu je problem, koliko o tem spregovori. To je v bistvu sploh prvo vprašanje, ker jaz sem velikokrat v bistvu priča temu, da ljudje splošno sploh ne govorijo nenazadnje v tem, kar jih moti, in v bistvu samo reagirajo ali z umikom, ali nenazadnje potem z prevaro, ali z fizičnim napadom, ali kakorkoli. Se pravi, najprej je potrebno sploh sebe vprašati, da če prideš v neko stisko sam pri sebi, če te nekaj moti, frustrira, da to znaš obesediti, da to poveš partnerju. Dejstvo je seveda v tem, da partnerstvo raste in za odnos sta vedno potrebna dva. To pa pomeni, se pravi, da tebe partner mora slišati, poskušati slišati. In če te sliši, te razume v tej frustraciji, ki je seveda lahko v mnenju samo drugačno, ampak če imam jaz zdaj, ne vem, jaz imam zelo rada ta primer, ker nam ostane zelo močno, se pravi, jaz imam rada zapečen zrezek, ti imaš tak pa krvav zrezek. Zdaj se pa peva, kaj je prav. Nič ni prav. Samo, če jaz tebi dam vedeti, da imam jaz rada bolj zapečen zrezek in boš ti rekel, super, Veronika, hvala, da si mi povedala, si se mi dala spoznati, bom drugič naredil za tebe tak zrezek, se bom pa malo bolj krvavga in da smo oba dva srečna in zadovoljna. Ampak kaj mi ljudje delamo, je, da pogosto v bistvu nimamo teh razmejitev. Razmejitve pa pomenijo to, se pravi, da če jaz rečem, ali pa če meni recimo reče mož, ki ga vprašam, kako pa sem jaz izpekla ta zrezek, in pričakujem, da me bo nas končno pohvalil.
In mi reče, veš kaj, se v redu, sam menska malo preveč zapekla, ne? Aha, tako. Jaz sem slaba. Pa kar kaj, mami, pa ne ti ona kuha naprej, jaz ne več kuhala. Se pravi, pride dejansko do tega, da sem jaz stvar vzela osebno. In to je ena temeljnih v bistvu takih komunikacijskih šumov, ki jih partnerji imamo. Se pravi, v prvi vrsti se moramo znati izražati, komunicirati, slišati, razumeti in potem staviti skupne rešitve. Težava nastopi največkrat takrat, ko ne najdemo več skupnih rešitev. Tiste pa res težava. In takrat pa pride do tega, da se vprašamo, ko je bilo vprašanje, koliko časa vztrajati. Jaz bom tukaj rekla, mi vztrajamo, pa delamo na odnosu lahko ima celo življenje. Vprašanje pa je, dokler je smiselno. To pa seveda ima zdaj vsak posameznik, vsak par nekaj svojstvenega, ker seveda v nobenem partnerskem odnosu ni zdaj vse perfektno idealno, ampak če iščemo skupne rešitve in če skupaj rastemo, je to lahko nekaj krasnega. Če pa se začnemo tako razlikovati, v bistvu, da začnemo znotraj takega odnosa trpeti, in trpijo potem tudi otroci, takrat pa je smiselno se vprašati ne nazadnje, aj to, ker imamo danes možnost iti naprej. In mogoče smo potem vsi veliko bolj srečni, kot bi bili sicer v mrtvem odnosu, vsi nesrečni sostanovalci. Statistično je dokazljivo, da je v tem času ločitev veliko več, kot jih je bilo včasih. Kje bi lahko iskali razloge za to? Ljudje ne ustrajajo več tako zelo dolgo pri zvezah? Ali je družba temu bolj naklonjena zdaj? Je mogoče marketing kriv, da je tako, kaj bi rekli? Sva Godbi. Lahko. Aha, dobro. Ja, veste kaj, zdaj to je kombinacija, tako kot je vsaka stvar kombinacija več vzrokov, ne? Zdaj, dostikrat bi rekla zdravorazumsko, bi rekla prožensko, ne vem kakšni logiki govorijo o tem, da pač je to posledica tega, da imajo ženske službo, da lahko grejo, da imajo svoj denar, da so ekonomsko samostojne. Ženske so v veliki večini družb bile in so še vedno ekonomsko samostojne, pa ni ločitev, ne? Mislim, to je ta evropocentrična logika, seveda nima nobene osnove, tako kot večina feminističnih ugotovitev jih nima. Mislim, problem je pač v tem, da so družbeni standardi drugačni, ne? Zdaj, kako bi vam rekla, kot smo prej rekli, treba je ločiti, tako kot je bilo že rečeno, ne? Mislim, ljubezen od zakona, ne? To sta bile v večini družb in večini kultur in tudi v zahodnih kulturah dve stvari. Ne? In dokler se to dvoje ni mešalo, ne, je bil zakon relativno stabilna institucija. Dokler se vi niste poročili zaradi čustvenega izbruha, zaradi tega, ker ste našli dušo dvojčico, nekoga, ki vas razume. Nihče vas nikoli ne razume. Niti sami sebe ne razumete. Ne? Da se razumemo. Še najmanj pa je pametno govoriti z moškim, da vas razume. Ne? Da se razumemo. Ne? Jaz imam prijateljico, ki je klinična psihologinja. Ona je stara 65 let in sem jaz njo vprašala, Vera, daj ti meni prosim povej, kolikokrat je pogovarjanje pomagalo. 2-krat. Razumete? Ne? Mislim, odnosi so bistveno bolj kompleksna reč, in ko vi začnete moškemu razlagati, da on vas vse ne razume, on takrat tako že ve, da vas ne razume, in potem še dodatno ve, da vas ne razume, in potem je on tako, mislim, ženske so tako božji spol in tako naprej, zdaj ne bom niti razlagala, ker nimamo časa. In potem on je že tako v podrejenem položaju in potem vi govorite, ne razumeš, in potem se on že takrat tako vedel, ne razume, že prej je vedel, ne? Mislim, oprostite, ne? To je tak. Ne? S tem se da ful dobro služiti. Ne? Vprašanje je pa, kaj to komu pomaga. Ne? Razumevanje je stvar transferja, ne? Transfer je pa nekaj, kar je, mislim, spada v čisto drugo kategorijo. Ampak, ne, torej... Se šole bi vam reče nekaj? Ne, sej ne gre za to.
se lahko pogovarjam. Ampak poanta je v tem zdaj, da on mora meni oponirati po službeni dolžnosti. To je bilo že vedno tako, ampak nič hudega. Ampak hočem reči, ko ste govorili o ločitvah. Ja. Če se vi poročite zato, da Napoleon ne bo uničil vašega kraljestva, vemo, kdo se je za to poročil. Vse tisti, ki smo še nekaj zgodovine znamo. Če se poročite, da zmaj ne bo uničil kraljestva vašega očeta, potem se ne boste ločili. Imeli boste pa ljubimce za čustvene izbruhe. Če se pa poročite na osnovi čustvenega izbruha, je pa seveda tako, da ne bom oponirala mojemu sošolcu, če pride do tega, kar je Zoran povedal, bo potem to stabilno, a ne? Ampak tudi Zoran je že bil, mislim, tisto, kar si prej povedal, a ne, ko si zaslužil aplavz. Ampak hočem reči, tudi ti mislim, da poznaš odhajanja, če se je ravno pri tem. In torej, in torej, poanta je v tem, razumete, da so stvari so rahlo bolj komplicirane in zato je treba, resno ločevati, zdaj, ko če sprašujete ločitev. Ločitev je posledica tega, zakaj ta institucija obstaja, torej poroka ali pa zakon, Zdaj pa, če se obstaja, v večini družb in kultur, ko so se poročili, ni bilo silnega razloga, da se ločijo. Zmaja res ni bilo smisla pretvoriti v sovražnika, to je bilo še hujše kot na začetku. Veste, se sem vam že povedala, kak je z moškimi engli. Zdaj, seveda, če pa se vi poročite z nekega drugega razloga, pa so potem razlogi za ločitev pogostejši, to ni zdaj avtomatično, koliko imajo ženske denarje, koliko so emancipirane, pa take neumnosti. To je neumnost. Te govorance, ker seveda, jaz sem že rekla, da zdaj prva knjiga, ko bo šla za blode po socializma, to bom težko preživela, ampak drugo bom preživela še teže, ker bom pisala o tem, kako feministke falsificirajo etnografsko gradivo, zgodovino, pa vse po vrsti, tako kot če je potrebno, da se neka ideologija ohrani, ali pa deluje, se to delajo tudi homoseksualci, pa to ta falsifikacija gradiva je nekaj zelo priročnega, lažje je falsificirati kot misliti. Ampak, če hočemo misliti, samo pravim, ločitve so posledice tega, zakaj se poročite. Seveda, zdaj pa to pa ni stvar vaše odločitve, to je vprašanje družbe, v kateri živite. V eni družbi je poroka za to, v eni družbi je za to, v eni družbi je za to. Vi se lahko sicer sami to varirate, pa ste, kao bi rekla, socializacijska napaka, ampak to ste eni, od tega ne bo porastel procent ločitev, ali pa se zmanjšal. Gre preprosto za to, čemu te institucije služijo. Mi ne razumemo in nočemo razumeti, se pravim, ker ta evropocentrizem je zelo ena taka lepa lastnost. Mi nismo model družbe, ki bi bil kakorkoli univerzalna, pa to, kar se pri nas dogaja, da bi bilo kakorkoli splošno veljavno. Mi smo prej, če zdaj primerjamo z večino družb, izjema, da ne rečemo napaka. In to hočem reči, zdaj bi bilo dobro imeti pred očmi, kadar sprašujete tako vprašanja, ki so primerjalna, zakaj je bilo nekje več nečesa, nekje manj nečesa. Ljudje so se pa verjetno vedno zaljubljali in vedno so imeli čustva in vedno so poznali ljubezen, ampak je pa vprašanje, kaj so vezali s tem. Ja, vem, da bo zvonilo, vsi vem, da je grozno, da jaz to govorim, ampak če ti tako vprašanje postavijo, tak naj zdaj pojasnim to drugače, No, moški delek lahko zdaj pokomentira. Gre za to, da je bilo vprašanje postavljeno tako, da se iz njega sklepa, da je razveza slaba stvar. Tak je katoliško, ne vem kakorkoli v ozadje. To sploh ni res. Dobra ločitev je včasih lepša kot najlepša poroka. Tukaj to ni noben tabu. Samo dražja. Vsekakor dražja. Ali pa ne, odvisno bo ste spretni. Tisto, kaj se hotel povedati, ko prej smo malo zašli v te zakonske
nasvete, kako ravnati v trenutku, ko ljubezen izgine in se potem pač, ker smo spet povezali biti poročen ali pa biti zaljubljen, ker v bistvu gre dve različne stvari, ampak vseeno. Hotel sem povedati tako, da sem se z enega filma naučil, kako je treba ravnati v krizni situaciji. In sicer bil je en film, v katerem sta igrala Morgan Freeman, pa kak je bil še tisti ta drugi, malo prej sem še vedel, kako ime. In Morgana Freemana je Grizzly raztrgal, ker mu ta drugi igralec ni mogel pravočasno pomagati, da bi ga rešil. In cel film, tisti Grizzly tam nekje okrog tistega mesta hodi in seveda čisto na koncu jasno se Morgan Freeman pa Grizzly spet sreča. In Grizzly se na zadnje tace postavi, rjavi in tak naprej. Morgan Freeman pa pogrunta, v čem je štos. To je tako zvani eye contact. Gledal je Grizzlyja v oči. Ti ga baje ne smeš gledati v oči in Grizzly sicer še malo rjuje, kremplje, suva sem in tja, ampak potem se pomiri in odide. In to se mi zdi, da je tudi dokaj uspešno potem v praksi. Pravi samo oči se moramo gledati. Ne smemo. Ne smemo. Gospod Pinter, bi dodali še kakšno veselo zraven? Mogoče ne dve misli na to temo, ker bom prav biti kratek. Mogoče, če začnem na repu, pa grem nazaj. Jaz imam enega prijatelja, v bistvu najboljšega prijatelja, ki je star 85 let in je tudi doktor psihologije in če me je kaj naučil, veliko stvari me je naučil, ampak ena stvar bom zelo izpostavil, upam, da ne bom Veroniki užalil, pa koga je rekel, veš, razen psihologija je čist preresna zadeva, da bi se z njo ukvarjali psihologi. Tako da toliko o tem, koliko potem se stvari, kako se stvari rešujejo, kar se tiče konfliktov, razvez, ločitev in tako naprej, moje amatersko, skromno mnenje je, da bi se te stvari veliko bolj rešile, če se bi čim manj reševale. Sploh vzupletene so nekih tretjih ljudi, pa vseeno se jim reče psihologi, se jim reče odvetniki, se jim reče babice, tašče in podobni moteči elementi vseh zvez, pač moje mnenje. Prva stvar bi pa rekel, da izpostavljamo, da je skozi več ločitev in da je skozi več sporov. Ja, vsega je skozi več. Tudi skozi več prekrškov. A mislite, da so leta 1800 koga ujeli, ki je potoval več kot 200 km/h? Niso. A mislite, da so včasih koga ujeli, ki si jih heroin špricov? Niso, ker ga ni bilo in tako naprej. Ljudje imajo možnosti, ljudje smo dali možnosti pod nekim peskom v oči, ki smo jo, bom rekel, retorično pojmenovali demokracija, smo ljudem dali vse internet, seksualno revolucijo že v 60-ih in valjda se ljudje ločujejo zaradi tega, ker zmešajo tri osnovne stvari. Tukaj imamo zaljubljenost in ljubezen, tukaj imamo spolne potrebe in tukaj imamo zvezo. In kdo za vraga se je spomnil razen cerkve, seveda, ki bi rada imela kontrolo vedno in povsod, da to vse zbuta v en lonec. To je tako, da bi vzeli Ferrarija, pa traktor kmetijski, pa še enega terenca in bi iz tega, rato bi Cayenne verjetno. To ne gre, ne? Ne se ljudje posvetijo sami sebi in rečejo, na tak način bom svoje ljubezenske potrebe zadovoljeval, na tak način bom svoje seksualne, na tak način bom pa svoje partnerske, kar ne izključuje tega, da tudi znotraj partnerstva vse zadovoljuješ, ali pa ne, ampak zakaj bi po defaultu tako, da bi bilo to nujno treba zmiksati v en testo in potem ta testo valati in ga na vse načine oblikovati in na konc vam prideti kot iz centrifuge, mogoče na misli. Zdaj, tem smo že, nekaj malega smo že povedali o tem, o zvestobi. Glede na to, da zvestoba je mogoče tudi v porastu. Vse smo rekli, da vsega je več. A je potem, če je zvestobe, je vse manj? Ja, hvala. Je potem monogamija mogoče sploh mogoče oziroma smiselna? Kdorkoli lahko odgovori. Mislim, jaz lahko rečem,
Jaz sem zato pa bom. Ne, ampak veš kaj? Sem jaz ostala še pri tem, kar si ti rekel, ne, upam, da me ne boš užalil kot psihoterapeutko, ne, ampak veš kaj mi je šlo pomisliti, ne? Zakaj si bral knjigo od Milivojeviča, ne, pa zakaj ti je najboljši prijatelj? A ti po pravici povem, od Milivojeviča, nekaj naučil. Zakaj sem to o Milivojeviču rekel, ker Zoran, ne, sem prepričan, ker jaz blazno cenim njegov smisel za humor, ne, od Zorana, ker sem bil na njegovih koncertih in bila že od malih nog. In ker pač smo se pogovarjali Milivojevič, ampak njegove knjige so polne humorja. Ne glede, da se strinjaš s tezami, da se ne strinjaš, režiš se. In zato sem jaz njega bral. In če bi on, kaj prej nekaj bral, bi se isto režal, ker ima izjemno kvalitetne smisel za humor, ne. Zato sem prej to prej. Res, režiš se zraven, non-stop, ali se strinjaš ali ne, na smeh ti gre. In to je, jaz mislim, da bi mogla biti vsaka knjiga, ker sem jaz svoje knjige pisal, ne. Eni se z mano strinjajo, eni se ne, ampak vsem se zdi smešno. To je smisel knjige, vsaj za moj okus. Življenje je smešno. Ok, gremo zdaj k monogamiji, ne? Zdaj mene, če v bistvu, če me vprašate, zdaj velikokrat seveda dobim zdaj to vprašanje, ne? Zdaj, a je monogamnost sploh dejansko pač nekaj človeškega, smo ljudje monogamni? Jaz bom tako rekla, zdaj, normalno je seveda, tako kot smo že prej rekli, zaljubljamo se že odkar se zavemo praktičen vrtec, tretji in imaš en kup, se pravi, nekih potencialnih partnerjev in tudi partnerjev in v tej zgodbi, recimo, če na ta način rečemo seveda, da nismo monogamni, ne? Verjamem pa zelo močno, se pravi, da ko pa imamo enega partnerja, da pa smo lahko z njim. Tudi na kratko. Ja, bi še kdo kaj dodal, glede monogamije, poligamije in takih stvari? Dokler si zaljubljen, si zvest. Ali pa dokler ljubiš, si zvest. Seveda to ni naravno stanje in tako naprej, ampak dokler si zaljubljen, nimaš, si v enem takem posebnem stanju, da te pol druge ne zanimajo. In enostavno to ni nobena prisila, to ni nobena pravila, nekaj česar bi se moral držati, pa upoštevati, pa se po teh nekem vzorcu obnašati. Ne. To je stanje. Ampak mine, verjetno, slejko prej. Ne vem. Da se to lahko konča popolnoma nepričakovano, da se nekaj zgodi tebi ali pa njej. Tisto, kar se mi zdi, da je pač tukaj težava, ki je potem opevana, da je nezvestoba dejansko, kako bi rekel, če eden od partnerjev, ki ti začuti, da ta čarovnija je izginila, ravna potem, kako bi rekel, po nekih dogovornih normah, ne fair, se pravi, da poskuša to prikriti, zatajiti, namesto da bi povedal, pa rekel, veš kaj, ni več iskrice, predno se zgodi de facto neka nezvestoba. To je seveda teorija, včasih se zgodi šele ali pa istočasno, ampak da se spraviš takšno situacijo, je pa, kako bi rekel, stvar značaja, to se zdaj potem čisto take strokovne zadeve. Ne bi se bal tega a priori, da te bo neka nezvestoba ujela. Verjetno, če boš razmišljal o tem, je toliko večja možnost, da te bo res. Brez zaupanja pa tudi ljubezen ne more goreti. Nezaupanje je eden največjih in prvih grobarjev vsake ljubezni. Če imaš eno tako slutnjo, najverjetneje izhaja iz tebe. Tako da vsi tisti strahovi pri nezvestobi verjetno pridejo najprej iz tebe samega.
tukaj je en prizor, ki veliko pove, ko sta dva praznovala 25. obletnico poroke in sedela za mizo in se držala za roke in pride mimo dobra vila in reče, joj, kak sta srčka. Vsakemu bom izpolnila eno željo. In potem ona reče, da bi šla z ladjo okrog sveta. Puf, so bile 2 karti na mizi preko oceanka, 2 meseca z ladjo okrog sveta. In potem se dobra vila obrne proti njemu, pa reče on, dobro, samo s 30 let mlajšo. Dobra vila reče, ok, ker sem rekla, pa ima dedec 90 let. In kaj nastane oči, tudi dobre vile so ženske. Tole sem prebral. Moški varajo zaradi seksa, ženska išče ljubezen. Komentar. Izkušnja. To ni vedno dejansko temu tako, ne, ampak velikokrat se pravi je tako. Moramo vedeti, nezvestoba je fenomen, okay, prej smo govorili pač o monogamnosti, če govorimo zdaj o nezvestobi, jo ne moramo, tako kot vsak drug fenomen v življenju, on ga ne moramo imati v bistvu zelo zlahka in sam pripisovati temu je tako, ker ne nazadnje vsak človek je svojstven, vsak ima ne nazadnje svoje razloge za nezvestobo in tako lahko pridemo tudi do tega, da je za nezvestobo ne nazadnje razlogov ravno toliko, kolikor je ljudi, ki se zapletajo vanjo ali se zapletajo vanjo. In prav tako v bistvu psihoterapeuti svetovni, tudi sama ne nazadnje se ukvarjam veliko s tem fenomenom. Zakaj? Ker me to enostavno vedno zanimalo, ker je to nekaj ekstremno bolečega za vse nas in na katerikoli strani ne nazadnje si upleten v to. In moramo razločiti ne nazadnje tudi različne tipe ne nazadnje zvestobe. Vsaka nezvestoba nosi tudi nek svoj skriti pomen, v bistvu, kaj se znotraj posameznika ali ne nazadnje para dogaja. Ok, jaz zdaj o tem ne bom na dolgo in široko razlagala, ker bi potrebovala kar nekaj časa. Bi pa lahko temu rekla. Velikokrat pa seveda, ja, moški, ženske še vedno, čist možgansko gledano in vse naše današnje, hvala Bogu, raziskave, ki veliko dobivamo v možganih, kažejo na to, se pravi, da so naši možgani različni. Ne? In velikokrat, ne vem, že čist ta primerjava, ne, da moški imajo recimo predela za spolnost v možganih 2,5-krat več kot ženske. Ženske imamo za to komunikacijo, ne, in zraven povezanih hormonov. In velikokrat seveda je temu tako, ne, da moški se gre sproščati v spolnost, ko ženska že mora biti sproščena za spolnost. Ne, se pravi, rabi 24 ur prej, kaj se dogaja in to išče. In velikokrat seveda, ne pa spet vedno. Vsi vemo, ne nazadnje, koliko je danes žensk, ki se športno rekreira z nezvestobo, ne, ampak še vedno, če rečem tisto nekako drugo splošno, pa še vedno velja, da se velika večina žensk vplete v nezvestobo, recimo po dalj trajajočem nezadovoljstvu znotraj odnosa. Medtem ko moški velikokrat v bistvu to res spolnost in čustva ločijo in ko se ženska recimo zaplete spolnost z nekom tretjim, je velika verjetnost in večja verjetnost, da bo odšla. Moški pa ne. To so dejstva. Dost se bere o tem, da se neke stereotipne podobe tipičnega moškega in tipične ženske zdaj malo spreminjajo. Kolegica je na Facebooku pisala par dni nazaj, da je bila v trgovini z moškimi oblačili in da je bilo tam čisto preveč rožastih srajčk in roza majčk in takih stvari. In se to res dogaja. Mogoče moški leta 2014 postaja drugačna žival, kot je bil leta 1950, recimo. Zdaj, mislim, da žival verjetno ni bil nikoli, ne? Ampak drugačno pa v vsakem primeru, seveda, ja, sej pač, kak bi rekla, socialno-kulturni spol, torej tisto, kar imenujemo gender, ne? In za kar v slovenščini nimamo izraza, to je seveda socialno-kulturni spol, ki se s časom in z družbo in z razmerami spreminja, ne? In seveda se ta spol in ženski in moški, oba se spreminjata, ne? Se pravi, zdaj recimo 100 let nazaj, če gledamo zahodne družbe ali pa, ne vem, če gledamo filme, ki so bili prej omenjeni, ne?
recimo, če gledate filme, ne vem, Casablanca, mojim študentom ne bo več jasno, zakaj gre, ne? In če gledate potem na drugi strani, recimo Love Actually, je to čisto druga definicija, genderjev. Tako da seveda, je pa tisto, kar je v resnici na nek način zanimivo, in to je, mislim, to ni nič posebnega, hočem reči, ne. Mi imamo družbe, kjer se vsi moški in ženske vedejo tako kot pri nas ženske in potem bi seveda nastopilo veliko vprašanja, ki so tu hormoni. In potem imamo družbe, kjer se vsi moški in ženske vedejo tako kot se pri nas moški in potem bi spet nastalo veliko vprašanja, ki so tu hormoni, ker pač ne, s hormoni tega ne morate pojasniti. V vsakem primeru pa seveda smo v zadnjih stoletjih zelo spremenili socialno-kulturne spole, se pravi to, kaj se pričakuje, da je moški, kaj se pričakuje, da je ženska, kaj kdo dela, kako se obnaša, kako se vede, s čim se ukvarja. In še ena stvar, ki je zelo zanimiva, se mi zdi, namreč brisanje mej med spoloma. Ne gre samo za to, da se genderi spreminjajo, ampak zelo mi je žal, da tega nisem spravila, ne vem, mogoče 20 let nazaj, pa kaj takega, se spomnim reklamo za Armanijeve kavbojke, kjer sta bile dve osebi, ena je bila moški in ena je bila ženska in niste mogli ločiti, katera je katera, ne. Torej, obe sta imeli blond dolge lase, ki so šle čez telo, ne, da nisi videl, ali ima žensko prsi ali moško, isto sončno očala in iste kavbojke, ne. Torej, dvospolniki, ne. To je precej zanimiva sprememba, o kateri bi se dalo razpravljati, ampak ja, seveda, zdaj tele roza majčke sodijo v to, ja. Mogoče je moški del, kako so se spremenile ženske v tem času? Kakšne sta vajne izkušnje? So se spremenile sploh? So drugačne ženske zdaj, kot so bile, recimo, včasih? Na to pozoram pol odgovoru, ker že dalj časa ženske pozna od mene, pa bože, tako da jaz bi mogoče na njegovo prejšnjo zadevo eno stvar rekel. Jaz sem o nezvestobi ogromno pisal, in tiste, ki bi dejansko zanimali, kaj si v tem misli, si lahko tam to preberete, ker za tukaj to ni časa. Mogoče ena stvar mi je žal, tam na enih 4 mestih sem takrat napisal, da absolutno tukaj gre za mojo čisto osebno percepcijo tega fenomena, mogel bi pa to napisati 400-krat, ker ne vem, če smo si v kakšnih stvareh še bolj različni, kot smo pa v dojemanju teh stvari povezanih z zvestobo. To pomeni, da vsak nauk tukaj, vsak nasvet, vsaka pomoč je že vnaprej izgubljena bitka, ker vsak mora zelo pri sebi razčistiti, kako na stvari gleda in kako stvari dojema. Iz nekih določenih vzorcev, ki sem jih uspel v življenju, ker sem pač človek, ki veliko gleda pa veliko razmišlja, najdeti bi mogoče rekel, da 2 stvari mogoče, ki jih je Zoran rekel. Ena stvar, da ko si zaljubljen ali pa ko obstaja ljubezen, da ni nezvestobe, s tem se absolutno ne strinjam. Ljudje, bom rekel, se grejo nezvestobo iz različnih vzgibov. Druga stvar, ki je pa rekel, da je zelo pomembno nekoga ne prizadevati, pa seveda zelo res. Tako da mogoče bi tukaj najprej mogli razdvojiti 2 pojma, in sicer nezvestoba pa varanje. Ni vsaka nezvestoba varanje. Varanje pomeni, da delamo nekaj nekomu za hrbtom, nekaj. In v končni fazi, če boste govorili z zrelimi ženskami, to ne pomeni 25-letence, ki še vedno mislijo, da je življenje ena pravljica, ampak če boste govorili z resnimi ženskami, kaj jih je v bistvu prizadel, to je, da njihov moški šel z drugo žensko, ali to, da jim je to tajil, pa skrival, pa lagal. Ta druga stvar veliko bolj boli po mojem dojemanju stvari in po mojem mnenju. Kar pomeni, da določen del populacije pač je pripravljen nek kompromis sprejeti, glede na to, da je toliko nekih benefitov, da se s tem niti ne ukvarja. Jaz poznam ogromno parov, ki se pač varajo, ampak o tem sploh ne govorijo. Imajo pač vsak super življenje, dobro se razumejo in nihče mi ne bo rekel, da med njimi ni ljubezni ali zaljubljenosti, ker to preprosto ni res, kar skupaj okrog hodimo, ker se znata človeka objeta, en drug moči pogled, ker bi vse za en drugega naredila.
Tako da v bistvu tukaj gre za neko tabu temo, ki nikoli ni bila do konca razčiščena, zaradi tega, ker nihče nima interesa, da bi bila. Predvsem je pa cerkev kot inštitucija tukaj naredila zgodovinsko največ škode. Mogoče, če še 2 minute, samo eno teorijo bi rad povedal, ki se bo kdo z njo strinjal, kdo pa ne, na to temo razlike med moškim in žensko. Tukaj smo si popolnoma različni, namreč spet po mojem mnenju, da ne bom skozi to, da ne bi kdo mislil, da nekomu usiljujem neko tezo. Gre za to, veste, zakaj se pes pa mačka kregata? Zakaj se psi pa mačke ne marajo? Zaradi tega, ker imajo body language, mimiko faleno, ne? Tista gesta, ki jo naredi mačka prijazno, jo pes razume kot nekaj hudo sovražnega in tista gesta, ki jo pes naredi kot prijazno, mačka razume kot najhujši napad. In kje mislim, da je tukaj razlika? Poglejte, spet govorim, po mojem mnenju po neki večini, ne v vseh primerih, da ne bo kdo rekel, ne, pri meni ni tako, ne, seveda, da ni, ne, lahko da ni. Ampak hočem povedati, da nekaj boste opazili, če boste veliko o tem z ljudmi govorili, pa če bo ljudje do vas zelo odprti. Ženska, ne, načeloma bo šla, se bo igrala, ne zvestovala, ali bo šla varati moškega takrat, ko doma ne bo več videla tistega, kar bi mogla videti. Tako je feeling pade, ko so stvari neurejene, ko čuti nek kaos in takrat je za njo opravičljivo to, da gre varati moškega. Pri moških, če mene vprašate, je ravno obratno. Takrat, ko je zveza najbolj popolna, ko vse štima, ko je vse super, takrat najrajši moški okrog skačemo. Takrat, ko se doma še svojo kregaš, sigurno ne boš šel z ljubico na more, ker ti gre vse skupna jetra, a ona in še ostale zraven. Tako da, jaz mislim, da to je ta problem. In kaj za iz te osnovne pozicije izhaja? To pomeni, da ona ne razume moškega koncepta in reče, pa kaj je na njej videl božga? Ja nič, absolutno nič. Spremembo. V čemu jaz nisem dovolj dobra? Pa ravno to, da šel z drugo, pomeni, da si najbolj popolna, ker takrat on gre z drugo. In na drugi strani, ne, bo moški spet kontra razumel njen koncept in bosta kot pes in mačka tukaj in tukaj je problem z toga, da se moški in ženska znata pogovoriti, zakaj bi ona to delala, če to bi delali, zakaj on to delal, če bi to delal, ker ne zna moški razmišljati po ženski logiki in ženska ne zna po moški logiki in glih tukaj na tem področju zastobe se to trka. Ne? Razmislite o tej teoriji malo širše, jaz sem zelo skrajšal zdaj, ampak mislim, da je tukaj predvsej resnice o tem. Razen. Zdaj si dal en tak magic, kako se temu reče v bistvu. V bistvu ženske, veste, kaj si morate zdaj zapomniti, ne? Se pravi, po Erasmovi teoriji, ne, moške ne smete nikoli do konca srečati. Ja, ne, v bistvu... Ono nikoli žal. Ne, ampak, če hočete dokazati, da ste še najboljši, vi mu jih rihtajte, da bi ti rekla, ne. To je spet ponestavitev, tako kot pred Milivojeviča, ni res, ne. To je točno to, kar se dogaja, cek, ne. Drugač pa mogoče sam se nasvez na koncu, ne. Bodite svobodni, delajte, kar čete, varite, če vam paše, ne prizadevajte partnerjev. Poste pa Jackie. Enkrat smo v televiziji že o tem govorili in potem je napisal kolumnist Crnkovič, ne? In napisal, poslušal sem včerajšnjo debato, neverjetno razdeljene stvari, ugotovil sem pa, da varanje ni za amaterje brez koncepta. Tukaj je mislil verjetno nase, ne? Pa še kdo kaj zabavil? Ja. Torej, ženske, ne, če so se kaj spremenile, če so se dobro zapomnile. To je bilo, ja. Prečasno. Seveda so se, absolutno. Dejansko moški postajamo reproduktivno nepotreben spol, ne. Ženske imajo lahko otroke brez nas. Kako bi rekel, ta feminizem se mi zdi, da do dobre mere poražen in je ženskam ta poraz ponesel en nov ugled. In če pogledamo zdaj stvari, ki niso več samo poza ali pa nek predpis, da naj bi bilo v kakšnih vladah enako število ministric kot ministrov in tako dalje, prihaja pač do tega, da enostavno so ljudje doumeli tisto, kar jaz mogoče vem že dolgo vrsto let. Namreč v svoji ekipi
odkar se ukvarjam z glasbo, imam vedno bistveno več sodelavk kot sodelavcev. Jaz sem se obkrožil z ženskami, ki skrbijo za stvari, ki delajo od dizajna do vseh ostalih potrebnih zadev, ker se z njimi enostavno boljše razumem. Zdaj, če sem zato poženščen moški, meni je konec konca vseeno, če kdo pride do takšne ugotovitve. Jaz zase vem, da gre za v umetniškem smislu eno drugačno čustvovanje, ki mi je dosti bližje, in tista estetika, ki je rezultat takšnega sodelovanja, je bila absolutno uspešna. Vsaka pesem, ki jo napišem, jo dam najprej slišati ženskim ušesom. Vsak odziv, ki ga iščem, je najprej žensko mnenje. In se mi zdi, da je, kako bi rekel, v zgodovini pač zdaj napočil en čas, da se te stvari malo resetirajo in da čisto iskreno verjamem, da so danes ta boljše ideje, ki prihajajo na plano, prihajajo iz ženskih glav. Zakaj je temu tako, verjetno zna to strokovno ugotoviti in utemeljiti. Jaz nimam časa to niti raziskovati, niti mi konec koncev ne zanima. Po rezultatih, ki jih gledam in vidim, kako so spretno znale ženske v te najnovejše filme, ki dobivajo danes Oskarje in TV nanizanke, HBO-ja in tako naprej, namenoma moški publiki nastaviti na take ženske like, s katerimi jih vlečejo za nos in dvorane navdušeno ploskajo, ne da bi se sploh zavedali, da so jih tete peljale, kaj se temu reče, vlačne, čez voda. Tako da, punce le naprej, jaz bom zelo zadovoljen, če boste prevzeli oblast, ker se mi zdi, da so ga deci že dovolj časa biksali. Ja, jaz bom tukaj zelo prav. Dejansko, če realno pogledamo na svet in razvoj naše družbe v zadnjih 50 ali pa 100 letih, ugotovimo, da so nas ženske, nas moške prehitele skoraj na vseh področjih. Bolj so izobražene, tudi statistično, dalj živijo, tudi statistično, bolj so umirjene. Kaj sem slišal zadnjič, zakaj ženske dalje živijo? Zato, ker ženske nimajo žene. Skratka, jaz mislim, da priznali to ali pa ne, že danes ženske držijo 3 vogale te naše družbe, po koncu pa še ta 4. malo podpirajo. Tako da v bistvu tudi jaz tako me čakam, da še uradno, oficialno pride matriarhat nazaj. Kar je bil pa moj uraden predlog, je bil pa to, da bi pa določene segmente znotraj družbe dovolil, da se z njim ukvarjajo, oziroma dal v domeno izključno, zakonsko, izključno žensk, naprimer, ena od teh stvari politika. Ker moški smo tukaj absolutno progresivni, premalo znanja imajo, pa vidite, da je tak stvar nikamor, pa skorumpirani smo bolj. Moški skorumpirati hoče jahto, ženska sam čevlje, veste, to je ena proti. Pa še eno dobro lastnost bi to imeli, če bi se to zgodilo, da bi ženske vso politiko prezvela, mogoče bi pol končno še midva Zorano imela malo političnega vpliva. Veš, kako bi te razprave v parlamentu postale zanimive. Veš, če bi tam sedelo 90% žensk, jaz ti povem, to bi bila...
mogoče še to, ne? Enkrat so me nekje obdolžili, da sem moški šovinist, nisem mogel verjeti, ker od 10 najboljših prijateljev je 6 žensk, v svojih podjetjih so ženske vedno zasedale vsa najboljša mesta, plačane so bile prej malo bolj, pa malo manj kot moški. Tako da jaz dejansko ne vem, od kje ljudem ideje, ki, mislim, jaz res dejansko ženskami, tako je on rekel, veliko bolj funkcioniram in veliko bolj delujem in sploh redke so stvari, kjer bi rekel, da sem z moškimi bolj funkcioniram. Še tenis igram ženskami. Vidiš, ena edina stvar je, ki na svetu raje počnem z moškimi kot ženskami. Samo ena, to je košarko raje igram z moškimi. Danes smo obdelali zelo velikenih tem, velikenih istočnic, tako da če ima kdo kakršnokoli vprašanje, lahko zdaj izkoristi to priložnost in vpraša. Najprej dvigne roko. Ta vidim sem začel vidno, zdaj boš pa prekinul. Vse lahko še nosim naprej. Ja, eno roko vidim, no? Lahko brez mikrofona sem slišal? Mislim, da se sliši, ja. Moje ime je Matej, imam vprašanje za vse goste, vsakega posebej. Najprej za dr. Vesno Godino. Zanima me, govorili ste, da je zelo pomemben namen, zakaj se partnerja pač dobita, ne? Je to poroka z majem, je to čustveni izbruh. Zanima me v smislu, kaj bo najbolj funkcionalno priročno za to rokotečno kulturo, kak bi bil namen današnjih partnerstv, kak ne bo ta namen, današnjih pa čim bolj funkcionira, ako bi funkcionira po vašem. Potem za vašo kolegico Vesni, psihoterapevtska stroka ocenjuje naraščajočo nezvestobo kot problem, ali ga samo opazuje, da se pač dogaja, in če ga ocenjuje kot problem, kaj delate na tem področju, da se karkoli dela ali se ne dela. Za gospoda Pintarja, pomen seksa v odnosu s partnerko, ko je otrok prisoten, pa dejansko potem, kako ste z nezvestobo tukaj, ko je že otrok prisoten. Aj ne misliš, da je otrok v isti sobi? Kako povedi gospod? Gospod Predin, če dejansko vzgaja generacijo mladih moških, katere kvalitete bi želeli podeliti, posvojiti, ljubiti, najbolj partnerji za ženske? Ok, da ne pozabim vprašanje. Del tega, kar sem malo prej govoril, ne, se pravi, da morajo biti samozavestni naspram ženskam in razmišljati svojo glavo, da so v tem odkriti, da se jih ne bojijo in tisto, kar se mogoče reče stara šola, ne, se pravi, da moraš biti ljuden, pozoren in zaščitniški do neke mere, da to ni potem moteče. Jaz imam 4 sinove in 1 hčero in svoje 4 sinove vzgajam na tak način, da zaenkrat mislim, da mi je kar uspelo. Hvala. In še bilo v nevarnosti, da pozabi vprašanje, lahko je naslednji. Ali pa gremo kar po vrsti. Ja, kar se tiče pomembnosti seksa pri sami zvezi, je točno to, kar sem rekel že prej, blazno, individualno. Zadnjem smo pri meni na večeri sedeli s tem psihologom, ki je star 85 let, pa je rekel, a veš, da midva sva pa sta hudga ven, a veš, kako sva se zdaj to midva zmenila, ne? Da bova samo še enkrat poleti, pa enkrat po zimi. Pa je ona rekla, ki je njega 25 let mlajša, pravi, kdaj pa že sva po zimi? Prav pa je kurca, da to kakšna zima. Da so ljudje, ki tega res ne rabijo, ne? In njihova zveza cveti brez kakršnih koli, bom rekel, pretiranih seksov. Jaz osebno, naprimer, zveza brez seksa mi absolutno ni mogoča. Midva sva seksala do 8. meseca njene nosečnosti, če se zdaj na drug del vprašanja preklopam. In potem sem komi čakal, da je ginekologinja, ki je imela carski red, spet dovolina. In ne vem, jaz sem pač mogoče, jaz če ne seksam 2-krat na dan ženo, imam občutek, da to ni bil dan. Ne.
Tako da pač tak sem, ampak to ne pomeni, da je to kakšen vzorc, ali pa verjetno sem jaz bolj čuden, kot pa oni, ki to delajo 2krat na mesec, ne vem. Iz mojega aspekta spet je seks blazno pomemben za zvezo in če seksa ni, si težko predstavljam zvezo. Zdaj po vinu sodeč si danes že 2krat. Zdaj, kar se pa otrok tiče, ne, tukaj pa v bistvu nimam pojma spet, ker stvari, ki mi jih prijatelji prepovedujejo, mi grejo lase po konc, ne. Ker po tedi se ogremo, ne vem, nekam ali pa kar pa vem takole po službi, pa prav, da od tistega trenutka, ki je bil prisoten pri porodu, ne more več seksati z ženo, jaz tega ne morem sploh razumeti in jaz to sploh nočem poslušati, ker meni se zdijo to toliko izkrivljene zadeve, toliko degenerirane, da ne da bi hotel ti ljudi užaliti, ampak toliko so izven mojega dojemanja ene erotike med tabo in tvojo žensko, da ne vem. Jaz mislim, da otroci so seksualni problemi, ampak samo tehnični, ker ne spijo, ker prilidejo v sobo, ker se zgodi, da ne vem, ga po babyfonu zaslišaš 200krat, ker ga res ne bi treba bilo. Tako da ena moja kolegica je zadnjič prišla, ne, pa rekla, da so pisali spis v šoli in sicer je bil spis, kaj delajo doma in tako naprej in je pač njen sin napisal, da njegova starša, ne, pa najrajši v kopalnici popravljata pralni stroj. In ona je rekla, da takrat več ne hodi na govorilne ure, ampak moža pošilja, ker pa je 2krat dnevno popravljata za zaklenjenimi vrati stroj v kopalnici. Tako da jaz mislim, da tle je treba malo paziti tehnično, ker otroci to zelo čuden dojemajo in verjetno ne bi bilo najboljš, da te, ne vem, parletni sin vidi, ko najurišaš na njegovo mamo sred posle, ker on bi to verjetno čemu drugemu pripisal, kot pa temu, da ona hoče in hoče še, ne. Tako da, jaz upam, da sem saj delno odgovoril, če ne pa dopolnite, kaj bo še vprašanje. Je bilo ok. Ker naprej. Ja. Zdaj pa pridemo na moj del nezvestoba in koliko jo, se pravi, kot psihoterapevtska stroka dojema kot problem, ne, in koliko se z njo ukvarjam. V bistvu v osnovi na nek način sem prej odgovorila, če ste dobro poslušali v bistvu moje odgovore. In tukaj bom ponovno ponovila. Se pravi, ljudje smo si različni. Zelo različni. Nekomu je nezvestoba način življenja in mu je to ok. Spet drugim povzroča nezvestoba ekstremno bolečino. In se v njo zapletejo ali opletejo zaradi določenih vzrokov, mogoče celo tako, da sploh ne vejo, da so se vanjo zapletli, dokler že niso zelo močno globoko zabreli. Se pravi, dojemanje nezvestobe je zelo različno in tukaj vsekakor tudi psihoterapevti dopuščamo. Ne? Ljudje smo si različni in tisti, ki jim je to način življenja, dokler se vsi strinjajo opleteni v to, ne delajo pač kar, če danes imamo swingerstvo, imamo 3, 4 in dokler se dva strinjata, ne delata. Zopet druge odnose imamo posameznike in pare, ki pa se pravi so ekstremno prizadeti za nezvestobo. In za tiste pa seveda obstajamo tudi psihoterapevti, ki se pa tudi močno že odkar pomnimo praktično ukvarjamo z psiho, zakaj. In tisti, ki želijo vedeti tudi zakaj, so prišli v to neko tako bolečo stvar, ki jim je boleča, tisti bodo prišli na psihoterapijo in tisti, ki bodo hoteli vedeti, se pravi, malo več o vsem človeškem pojavu. In napisano je ogromno knjig, ali pa se piše, ogromno člavkov, ogromno raziskav, se pravi, tudi na tej temi se zelo močno dela. Je pa tako, ne. Za vsako stvar imamo, ne nazadnje, neke svoje strokovnjake. Zdaj pa lahko se strižeš doma, lahko pa greš k frizerju, ne. Hvala. Še eno, ne? Zdaj pa mislim, da je bilo, zakaj ne bi se poročali, ali je bilo tako. Veste kaj, to je zdaj vprašanje, ki je družbeno danes nerešeno, čisto zares, ne? Danes današnje zahodne družbe nimajo odgovora na to vprašanje.
Ne? Zato so tudi izenačili zakon z izvenzakonsko zvezo pa take stvari. Zdaj se v to spuščati, ker pač zakaj je do tega prišlo, kaj naj bi to pomenilo in tako, da ne bo spet Zoran prekinil, da imam predavanje. Ampak torej, danes nimamo na Zahodu odgovora na to vprašanje. Ne? Zdaj, zakaj se pa posamezniki poročajo oziroma odločajo za zveze, to je pa vprašanje, ne, ki pa ima zelo dosti odgovorov. Ne? Tako da verjetno tukaj enega odgovora ne boste dobili, posebej ne v družbah, kjer bi rekla, ni več odgovora na to vprašanje. In zdaj seveda mi živimo v družbah, v katerih ni več odgovora na to vprašanje. Še imamo kakšno vprašanje? Zdravo, jaz sem Urban. Aha. Me zanima, zakaj je danes toliko mladih samskih? Za vse. Koga to sprašuješ? Vse goste. Vse goste. Jaz, če na hitro rečem, no, da ne bomo tukaj tudi nazadnje malo predolgi. Jaz mislim, da nek strašen pojav se je naredil v bistvu tisto, če rečemo že čisto komercializem, kaj je prinesel, se pravi vse instant, na hitro, še boljše, še lepše, še močnejše, ki nas stalno fila v bistvu s tem, da smo nezadovoljni, ker seveda vsi mediji nam podajajo nazadnje neke tabletke, ki jih uporabimo in da bomo srečni in zadovoljni. Težava je v tem, se pravi, da pa se je nezadovoljstvo ravno s tem iskanjem stalno nečesa perfektnega v bistvu še toliko bolj začelo poglabljati, da ljudje več nismo in ne moramo biti zadovoljni zato, ker ti rečejo, danes je ta prašnik najboljši, jutri ti pa že rečejo, da je drug prašnik najboljši in da je še izboljšan. Ne? Se pravi, v osnovi tukaj imamo stalno ta občutek, da je še bolj, še lep, še močnejši, itd. Ne? In pojavila se je sfera nezadovoljstva in bolečine, ker se že najstnik danes v bistvu spusti v partnerski odnos, ne? Hitro pride do teh menjavanj, do instant, nenazadnje tudi spolnosti. Danes so mediji zelo močni v tem in nenazadnje že naši šolarčki lahko pridejo na YouTube in si pogledajo vse erotične filme, kjer vidijo, se pravi, neke punčke, kako naj bi to izgledalo, fantje, kako naj bi to izgledalo in se skušajo z njimi primerjati, poistovetiti, se pravi, meni pridejo recimo starši, ko rečejo, ali nenazadnje najstnice, s katerimi se pogovarjam, se pravi, da že one tekmujejo nenazadnje s kolikimi ali pa koliko jih bodo lovile na noč. Ne? Se pravi, postaja instant in vse več je prizadetosti. In zaradi tega, ker je vse več prizadetosti, se enostavno že mladi danes ne upajo več dejansko spustiti v odnose, ker je bolečina. In potem so raj malo tu, malo tam, pa nikjer v celoti. No, zdaj mogoče se en vidik izpostavil, mogoče se strinjam s tem, kar je rekla Veronika, mogoče v manj mlajših grupi starostni, tam, če govorimo 15-16, ampak mogoče bo vprašanje postavljeno, če govorimo o mladih, verjetno 20-25 in tam naprej. Tukaj gre za ekonomski vidik predvsem. Ne. Včasih, ko so bili ljudje stari 20 let, je to pomenil več kot tretjino, da ne rečem, njihovih življenj, ne, življenjska doba se povečuje in tukaj enostavno so se mogli osamosvojiti in šli v neko novo ekonomijo, v neko novo ekonomsko okolje in to jih je prisililo do tega, da so se poparčkali. Danes, kot veste, je Mama hotel izjemno razširil svoje delovni čas, ne. Tem do enega 45 je že kar normalen, da Mama hotel laufa, ne. In se tem mladim preprosto ni potrebno, ne, poparčka, da bojo skupaj se šli ekonomijo, sami se bijo pa težko, ker morate razumeti, da če zanemarimo zdaj faze ljubezni, zaljubljenosti in tako naprej, da partnerstvo je tudi ekonomija. Dva lažje plačujeta položnice, dva lažje kuhata, ne, bistveno cenejše, kuhanje za enega pa za 20 koristo, ne, in tako naprej, tako da ta ekonomski vidik tukaj je blazno pomemben. Če bi enostavno sprejeli zakon, da ljudje pa vsaj 20 morajo od doma, verjemite, da bi se ljudje tudi bolj držali zvest, ne glede, kaj bi se še poleg dogajali. To je ena stvar. Druga stvar pa, če si pogledamo realno trg moških in trg žensk. Ne. Jaz mislim, da trg žensk se še vedno zboljšuje. Imate neskončnih mladih, zanimivih, urejenih, čistih, izobraženih, facastih punc. Ne.
Na drugi strani ta sodobna vzgoja, da se poskuša otroka pririniti do polnoletnosti brez vsakakršnih frustracij, ne, brez vsakakršnega napora in da se ga crkla do nemoglosti v končni fazi na outputu. Ne. Imate mamine maze, pa imate geje. Ne. Zdaj, med čim naj se punce odločijo, kaj je slabše? Tako da tudi to je mogoče en vidik, trg moških je res v krno, to je moj mnenje.